V tem video vodiču si bomo pogledali, kako naredimo e-predavanje, ki jim temelji na prezentaciji, torej na prezentaciji, klasična prezentacija, ki je narejena recimo v PowerPointu, lahko tudi narejena v Canvi ali pa v katerem koli drugem orodju za izdelavo prezentacij. Skratka, kako eno tako e-predavanje naredimo s pomočjo Screencast-O-Matica na majčkeno drugačen način, kot ste mogoče navajeni, če prezentacije snemate recimo direktno v Canvi ali pa v PowerPointu ali pa celo mogoče v Zoomu. Zdaj, mogoče na tem mestu e-predavanje v primerjavi z e-tečajem pravzaprav pomeni, da imamo neko linearno predavanje, kjer pač neko kvoto slajdov naredimo, ne. Običajno jih to zna biti večje število nekih slajdov, kjer v bistvu samo predavamo ob slajdih. Skratka, podajamo neke informacije, razlago in tako naprej in ne vključujemo udeležencev. Torej, to je tista bistvena razlika, ki jo imamo med e-predavanjem pa spletnim tečajem. Torej, e-predavanje ne vključuje udeležencev, nima nekih aktivnosti, je dobesedno samo, bom rekla, nek daljši sklop podajanja informacij. Kdaj ga vključimo v spletne tečaje, ne? E-predavanje je lahko eden od elementov, ki ga damo v spletne tečaje. Jaz sama konkretno recimo v svojih spletnih tečajih oziroma konkretno v spletnem tečaju Spletni edukator dam pravzaprav ene take bolj poglobljene vsebine, ki se navezujejo na tisti posamični modul, zapakiram pač kot neko daljše predavanje, tudi do 1 ure. Zdaj, kaj je prednost v spletnih tečajih, je to, da si to udeleženci lahko prevrtijo in poslušajo majčkeno hitreje, kar pomeni, da potem ni treba, da je to pač enourno predavanje, ampak je za udeležence majčkeno krajše, ne. Skratka, jaz to dodajam, kadar želim dodati neke bolj poglobljene vsebine, ne, v smislu za tiste udeležence, ki želijo kaj več informacij, ki jih zanima mogoče majčkeno bolj teorija o ozadju in tako naprej. Torej, kako se tega lotimo v Screencast-O-Maticu? Najlažja varianta je, da vzamemo tale story, torej storyboard, tukaj križava za storyboard. Štartamo s tem desnim, torej storyboardom, start with storyboard. In potem vzamemo tega start from a document. Zdaj, dokument imate lahko v obliki Google slajdov, recimo na Google Driveu. Lahko pa je v bistvu vaš dokument iz vašega računalnika, mora pa biti v PDF-ju, tako da v bistvu vsako prezentacijo, recimo tukaj imam eno prezentacijo, vsako prezentacijo naredimo torej v obliki PDF-ja, shranimo jo kot PDF, torej tudi če smo jo potegnili dol iz Canve, je pač prišla lahko v PDF-ju ali pa če smo v PowerPointu delali, jo shranimo najprej v PowerPoint in naložimo iz datotek. Jaz imam tukaj tele Majerjeve principe že spravljene v PDF in malo nekaj časa traja, da se uvozi vse skupaj. Zdaj jaz imam tukaj približno, ne vem, če se na pamet prav spomnim, okoli 20 ali še več slajdov, ne, takole lahko vidite, se je uvozil. Zdaj, kar je tukaj bistveno, je to, da se je uvozila vsaka sličica posebej. Torej, vsak slajd je postal sličica oziroma section oziroma sekcija zase. Ok, zdaj pa kaj je naslednja stvar? Naslednja stvar je torej, da vsaki tej slikici priposnamemo zvok, torej priposnamemo to, kar bomo govorili. Tako da tukaj gremo pod tale audio, torej tale zvočniček in damo record narration. Na ekranu se nam bo pokazal slajd, tako da v bistvu ob slajdu lahko ves čas govorimo, tako kot smo navajeni, tudi če bi snemali v Canvi ali v PowerPointu ali pač katerem koli prezentacijskem orodju. Preden začnemo snemati, tukaj le pod mikrofon preverimo, da imamo ta pravi mikrofon, da ne bomo snemali za brez veze. Zdaj, glede na to, da jaz trenutno že snemam, ne bom mogla pokazati te zadeve, ampak pač tukaj le pod mikrofon si pogledate zadevo in potem, ko bo mikrofon izbran, boste imeli tukaj le rdeč gumb oziroma tale rekord gumb bo aktiven, ga boste vklopili in boste lahko govorili, povemo, kar želimo in zaključimo s tipko done. Ok, jaz sem zdaj tukaj le posnela, tako da bomo videli majčkeno dodatno še glede, to se pravi zdaj, ker sem posnela zvok temule našemu prvemu slajdu, ima torej tukaj le zdaj pobarvan tudi ta zvočniček, pa spodaj se lahko vidi na časovnici, da je v tej sekciji nekaj posneto, ne, to se pravi, vidimo tele sekcije, če se jaz tukaj postavim, me vrže na to sekcijo,
Če se postavim na prvo, me vrže na začetek, na četrto, lahko vidimo, da se tam pobarva črtica in lahko točno vidimo, kje imamo posneto, kje ne, oziroma lahko po temule zvočniku vidimo, kje nam še zvok manjka. Zdaj, ko mi snemamo, lahko snemamo seveda normalno, tudi tako, kot smo navajeni v PowerPointu, skratka, lahko neprekinjeno snemamo. Skratka, ko posnamemo posamezni slajd, posamezno sličico, se lahko normalno premaknemo na naslednjo, skratka, ohranimo ta flow, to bom rekla, kako ne rečem, ta proces, kot smo navajeni, pač predavati ob PowerPointu, tako da ne rabimo iti zdaj ločeno snemati sličico po sličico, ampak pač tako tekoče, kot smo navajeni. Ok, kaj pa je zdaj potem tista bistvena razlika oziroma bistvena, bom rekla, prednost tega načina snemanja, je pa to, da mi lahko kadarkoli zamenjamo posamezen element. Ker smo posneli ločeno glas in sliko, lahko naš govor kadarkoli preposnamemo, torej lahko tukaj na tem delu, kjer imam govor, enostavno dam remove narration in posnamem na novo razlago za posamezni slajd, oziroma lahko na zelo enostaven oziroma na enak način odstranim sličico, pa bom tukaj naredila, saj primer je isti, kjerkoli naredim, vse dam remove media, vidite, imamo zdaj prazno, vidite, imamo prazno in dodam sliko. Ta slika je seveda lahko zdaj iz neke datoteke, bom jaz tukaj lepo iskala, jaz sem tukaj že spravila diapozitive, recimo, da sem naredila novo prezentacijo, pa sem shranila nove diapozitive oziroma te nove slajde in dodam sliko, zdaj v mojem primeru bo to čisto enaka slika, ampak princip je torej enak, ne glede na to, s čim želimo zamenjati. Tako da to je bistvena prednost tega, da nismo zapakirali in da nismo posneli zadeve skupaj, torej da nismo zapakirali našega govora pa naše razlage skupaj, tako da v bistvu lahko na dosti enostaven način gremo, popravimo sam posamezne delčke, mogoče v bistvu zamenjamo celo vrstni red, če je pač taka zadeva, recimo bom tukaj pokazala, se da zamenjati vrstni red, odstranimo mogoče kakšno sekcijo, ki jo ne želimo več in tako naprej. Seveda, naši spletni tečaji niso običajno pač, vsaj če so, bom rekla, zastavljeni smotrno in smiselno, niso običajno, ne vem, 60-minutno predavanje ob 20 slajdih, vsekakor pa lahko v bistvu enak oziroma isti princip, kot smo ga videli tukaj v tem videovodiču, uporabimo tudi, ko pripravljamo naše spletne tečaje, sploh pač predvsem tiste dele, kjer imamo govor, ki ga podpremo z neko vizualno sliko oziroma grafiko. Tako da v bistvu, kot vidiš, je pravzaprav zelo enostaven princip dela in to je tisti eden od temeljev, ki ga delam oziroma ki ga upoštevam, ko učim spletne edukatorje delati spletne izobraževalne programe oziroma spletne tečaje, da želimo, da so zadeve tudi tehnično enostavne, tako za nas kot končni fazi, na konec koncev tudi za naše udeležence v naših online programih.